Lepo pozdravljeni v Šmarskem hramu kulture. Veseli nas, da smo se navkljub razmeram lahko na tak varen način zbrali tudi v živo. Prav lepo pa pozdravljam tudi vse, ki nas boste potem kasneje spremljali na spletnih platformah. Kot že rečeno, je moje ime Nika Jančič in v veliko veselje mi je, da nocoj tukaj v našem domačem kraju gostim izvrstno pisateljico, igralko in nasploh gospo mnogih talentov, gospo Natašo Koncler-Rencuti. Nataša, pozdravljena. Dober večer. Zdaj smo se dogovorili prej, da se bova tikali. Ja. Jaz se opravičujem, če me kdaj vmes uvikanje zanese, še vseeno ne morem brez tega. Zdaj pa za začetek, vem, da si danes že nekaj časa v Šmarju, pa vem, da nisi prvič tu v Šmarju, tako da eno lahko vprašanje, kako se počutiš v naših koncih? Zelo z veseljem sem prišla, predvsem zato, ker je zdaj nastopal v živo zelo malo. Zato, ker takrat, ko sem bila tukaj, je bilo res fino, takrat to je bilo v dopoldanskem času na nekem festivalu, je bila vmes točka predstavitve Rastem s knjigo projekta, to, da na hitro povem, to je projekt, za katerega ste mogoče že slišali, projekt Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, ki vsako leto podeli en knjižni naslov, se pravi knjige podari vsem sedmošolcem slovenskim in vsem dijakom prvih letnikov. In pred 3 leti je bil v 7. razredu podarjen moj roman Avtobus ob 3. Tako da sem bila takrat v sklopu tega projekta. Tukaj dvorana je bila polna otrok, ki so potem prišli v knjižnico, kjer sem potem knjige podpisovala. Strašno lepo je bilo in deževen dan je bil, ampak je bil krasen. In nasploh sem zadnje čase dosti na Štajerskem, ker zgodbe, ki jih raziskujem, so se tukaj začele in tukaj se še vedno razpletajo in zapletajo, tako da mi je nekako, sem vzljubila te kraje. No, super. Nas veseli. Upamo, da bo tako še naprej. Sicer gospa Nataša k nam prihaja iz drugega konca Slovenije, iz Primorske. Sicer ste študirali oziroma si študirala in doštudirala igro. Bila si aktivna dramska igralka in tudi profesorica dramske igre na gimnaziji v Novi Gorici. Danes te poznamo, torej, kot že rečeno, kot izvrstno mladinsko pisateljico in zdaj pišeš tudi za odrasle. V prvi vrsti pa si vseeno, žena, mama, 4 otrokom tudi. 5. Petim. Tako da jaz zdaj več ne dolgovezim. Kako bi se opisala sama v 3 besedah, 3 besednih zvezah? Ja, malo si mi pred 5 minutami namignila, da me boš to vprašala. Znam biti zelo zoprna, znam biti pa tudi zelo prijazna. In znam biti zelo potrpežljiva, znam biti pa neskončno histerična in kolerična. To je bilo zdaj že 5 besed. Dobro, to je tako vprašanje, ki ga rada postavim, pa hkrati upam, da mene nikoli ne bo tega nihče vprašal. Ja, jaz sem tudi upala, da me pol vse ne boš, ampak dobro, naj ti bo. To je bilo zdaj malo za razbijanje ledu na začetku. V središče najinega pogovora bova pa nocoj vseeno postavili tvoje zadnje literarno delo s pomenljivim naslovom Beseda, ki je nimam. Zdaj za začetek, na spletni strani Miš založbe, ki izdaja tvoj roman, je roman predstavljen takole. Beseda, ki je nimam, je izjemno pretresljivo in hkrati napeto branje, ki spretno prepleta preteklost in sedanjost, temelji pa na skupku resničnih zgodb, ki so pregnetene v eno samo, ki je pred nami. Beremo torej leposlovno delo, zatem pa se skrivajo ure in ure raziskovalnega dela, študija, raziskav, intervjujev in vsega ostalega. Da malo mogoče še enkrat povzameva, pa bova se potem še k temu vrnile. Roman torej temelji na skupku resničnih zgodb. To so resnične zgodbe ukradenih otrok. To so ukradeni otroci iz časa Druge svetovne vojne, še danes živeči ljudje, ki so bili takrat, sploh leta 1942, avgusta 1942, pobrani slovenskim družinam, predvsem tukaj z področja štajerskega konca, spodnje štajerskega. In te družine so bile takrat na kakršenkoli način vpletene v partizansko delovanje, kar seveda nacistom ni bilo pogodo, in so te družine kaznovali na tak način, da so
Starše je ponavadi dočakal usoden strel ali pa potem deportacija. Očetje so bili ustreljeni. Tako, mame ponavadi deportacija, ne, v taborišča. Otroci so bili pa najprej podvrženi strogemu rasnemu ocenjevanju. Ne, hoteli so pogledati, če so primerni potem za nadaljno germanizacijo. Potem so bili vključeni v program Lebensborn, deportirani naprej v Avstrijo, Nemčijo, v prevzgojne domove, sirotišnice, tam velikokrat posvojeni in potem se je za njimi nekako zgubila, ne, vsakršna sled. Te vse zgodbe si ti zelo dobro spoznala in si jih potem vpletla, ne, v eno, to, ki jo pa beremo v tvojem romanu. Zdaj pa najprej, da greva na predstavitev zgodbe romana. Glavna junakinja romana je Sonja. Sonja je srednješolka, prihaja pa iz družine, ki je tudi zaznamovana s tematiko ukradenih otrok. To se je zgodilo njeni noni oziroma nonini družini. Starša sta bila med drugo svetovno vojno ustreljena, izgubila je oba. Ja, izgubila je oba. Oziroma tudi v taboriščih. V Auschwitzu sta umrla, ja. Med drugim se je pa takrat v tistem obdobju zgubila vsakršna sled za njeno najmlajšo sestrico. Za nonino najmlajšo sestrico, ja. Takrat še dojenčico. V glavnem in potem Sonja začne po nonini smrti vse to raziskovati. Sonja k temu prestopi zelo neobremenjeno, ne, česar njena mama še ni zmogla, ker je bila precej bolj obremenjena s to družinsko zgodovino. Velikokrat neizrečeno in zamolčano. Sonja začne to potem odkrivati, zgodba se začne zapletati, razpletati, najdejo se neki odgovori, pa tudi veliko vprašanj. Ob Sonjinem vsem tem raziskovanju se pa odvija tudi njena zgodba, prva ljubezen, taka življenjska prelomnica, pa potem pot na fakulteto. Tako da najprej, odkot sploh ideja za tako res prepleteno, kompleksno zgodbo? Ja, čist malo bom popravila tvoj uvod, ta zgodovinski kontekst. Se pravi, vsi otroci so bili rasno pregledani, bilo jih okrog 650 teh otrok, ki so bili v 2 akcijah zajeti skupaj s svojimi materami. Očetje so bili večinoma ustreljeni ali pa priprti v Starem Piskru. Torej, politika gestapa je bila pač taka, da so zajeli sodelavce pač tiste, ki so se pridružili uporniškemu gibanju in očetje so bili zaprti, matere so bile pa nekaj dni potem, se pravi, to je bilo vse v istem času odpeljane z otroki. Verjetno je kdo med vami, ki to zgodbo zelo dobro pozna. Rasno so bili vsi otroci pregledani, ampak ni bil pa zaradi tega, ker ne bi bil rasno ustrezen nobeden vrnjen. Samo so bili potem, sortirali so jih potem. Torej v Lebensborn so jih vključili po današnjem mojem vedenju 41 dojenčkov. So bili pa med temi ukradenimi otroci seveda tudi starejši, ki pa za Lebensborn niso bili več primerni, zato ker v Lebensborn so vključili samo tiste otroke, ki so bili še tako majhni, da so bili zmožni pozabiti matere in odkot prihajajo sploh zmožni pozabiti, se pravi še v času, ko spomin še se ne ohranja. Mogoče tu samo zdaj organizacija Lebensborn, ne? Kaj to sploh je? Ja. To je bila Himmlerjeva domislica, je bila ustanovljena že pred vojno in sicer najprej za matere oziroma žene častnikov SS-ovskih, ki so hodile tja, recimo tako kot danes hodijo ženske na pač preglede v času nosečnosti in potem roditi, kot ene take zdravstveno-materinske ustanove, ki so nudile podporo, tudi pač recimo so bile potem kasneje, so bili to tudi materinski domovi za nezakonske matere, zato ker so nehali obsojati sploh nezakonsko materinstvo, kar je bilo v tistem času čist nenavadno, ampak je bilo v bistvu nezakonsko materinstvo potem že skoraj spodbujano, ampak so bile sprejete v te domove samo tiste nezakonske matere, ki so imele do leta 1800 čiste nemške korenine, se pravi genetski ustroj popolnoma arijski, niso imele judovskih sorodnikov oziroma prednikov. No, tako da Lebensborn je bila pravzaprav zločinska organizacija, ki je bila potem, ki pa sploh, mislim, voditelji Lebensborna sploh niso bili obsojeni v Nürnberških procesih, zato ker so pač ugotovitev je bila izrečena, da je šlo za humanitarno organizacijo. Ker na začetku je bila to res neke vrste humanitarna organizacija. Samo kaj se je potem to dogajalo? To pomeni, da so načrtno, to ste že slišali, kot neke nacistične žrebčarne, kar je že skoraj na robu obrekovanja zveni, ampak zelo dolgo se potem po vojni ni govorilo o tem, veliko ljudi mislilo, da so to samo govorice, da to sploh ni bilo res. Tej domovi, ki so bili
potem opuščeni in so tam v nekih vaseh bili, so vzbujali skrivnosten strah pred tem, kaj je bilo to res, kaj pa če je bilo res. In tudi otroci, ki so bili rojeni, tudi tisti, ki so obdržali svoje matere oziroma so vedeli, kdo so bile njihove matere, ki so jih tam rodile po načrtu, po načrtu arijskega razploda v bistvu, to se ni smeli vedeti in tudi otroci sami niso vedeli. Potem so slišali, jaz sem bila pa rojena tle v tem nekem domu pri Münchnu, kje pa je bilo to, zakaj sem bila pa v domu rojena, in je ugotovila recimo Nemka, da je bila otrok Lebensborna in da je bila po načrtu spočeta med svojo čisto arijsko materjo in med nekim SS-ovskim oficirjem, ki so ga na to mater poslali samo za toliko časa, da je spočela otroka. Tako da to so bile grozne stvari. Zelo veliko otrok večino so materam pobrali, so jih dali, nezakonskim materam so te otroke vzeli, one so morale zapustiti dom po nekaj mesecih, najprej so dojile, potem, ker to res ni bilo več nujno, so jih odslovili in so morale otroka podariti Führerju. No in ker pa ta prirast arijskih otrok ni bil dovolj velik, zato ker večina moških sploh ni bila doma, so bili v vojni, je potem Himmler prišel na idejo, da je treba povečati raso tako, da bodo kradli otroke v vzhodni Evropi, tako da je bilo v ta namen, zelo veliko otrok je bilo tudi spočetih med Norvežankami in nemškimi vojaki, tako da tam so bile še strašne tragedije, ker so bile potem te ženske dobesedno s kljukastim križem zaznamovane na pobrito glavo po vojni tam na norveškem doma in ukradenih otrok je bilo tudi kar nekaj, okrog 300 ukradenih otrok Češke, Slovaške, Poljske, največ poljskih otrok in tudi iz Slovenije, se pravi iz Jugoslavije, ampak od tukaj, prav od tukaj. Vsi ti otroci, vseh teh 41, za kolikor imen jaz poznam, je bilo štajerskih dojenčkov. Ja, zdaj je tak že kar en oris, kam bomo šli potem tudi kasneje v pogovoru. To je zdaj zgodovinski temelj. Moram pa povedati, da to, kar je pač Nika povedala, zgodba Sonje in njene družine je pa popolnoma fiktivna, izmišljena zgodba. Dogaja se na Primorskem, ker jaz ne morem pisati, ne morem postaviti neke družinske izmišljene zgodbe na Štajersko, ker nisem nikoli tukaj živela in enostavno ne moreš spraviti literarnega lika, ki je pravzaprav najprej mrtev, ga ne moreš spraviti v življenje v nekem okolju, s katerim nisi prežet. Tako. Ker tudi jaz sem imela, med branjem romana, sem imela vse skozi en tak občutek, da ste v like, sploh mogoče v Sonjo, pa v Sonjino mamo, vnesli veliko takega avtobiografskega deleža. Zdaj, ali je bil to samo občutek, ali ste mogoče tudi nekateri od vaših hčera malo zastaviti ta lik Sonje? To se ne da drugače. Amos Oz je rekel, da tudi če bi pisal biografijo o materi Tereziji, da bi bila to njegova avtobiografija, zato ker se enostavno ne da drugače. V vsakem liku je nekaj mene, tudi v moških likih je nekaj mene, zato ker moramo vsak lik skozi sebe spustiti, kako bi jaz to razumela, kako bi jaz to občutila, kako bi jaz to doživela, da potem lahko sploh ne moreš ga drugače uživiti kot skozi sebe. Jaz imam tako občutek, da imam lutko v rokah, ki je mrtva stvar, lesena lutka, jaz moram pa dvigati vrvice in ji moram dati glas in ji moram dati značaj, vse ji moram dati. Tako je z literarnim likom, v vsakem je nekaj mene, v vseh teh hčerah je nekaj mene, v vseh teh mamah je nekaj mene, celo v očetih je nekaj mene, ali pa mojih bližnjih, tistih, ki jih poznam, ker si enostavno enega človeškega značaja prav čist brez ene osnove ne moreš zmisliti, oziroma če si izmisliš, ni avtentičen. Tako mislim, da vsi to delamo. Da je to popolnoma legalen pristop. Ok, v redu. Kaj pa glede same ideje? Kje si se sploh prvič srečala s to tematiko ukradenih otrok? Ker meni recimo, ne vem mogoče, če naši obiskovalci kaj so že prej vedeli o tej temi, jaz do letošnjega poletja sem bila čisto bosa na tem področju, pa se mi je zdelo, da veliko vem o drugi svetovni vojni, oziroma da mi vsi nasploh veliko vemo o drugi svetovni vojni, pa so ti ukradeni otroci kar ena taka, neka tabu tema, zamolčana tema, zdaj me pa zanima, odkot tebi ta žarnica. Bom tudi povedala, zakaj je to zamolčana tema. Ti otroci niso bili prav blazno lepo sprejeti, ko so prišli domov. So bili solidno sprejeti, ampak so bili, noben se ni ukvarjal z njimi. Ti, ki so se vseeno vrnili v Slovenijo. Tisti, ki so se vrnili. Tisti, nekateri pač iz vseh teh običajnih taborišč so se vrnili, tisti, ki niso umrli. Med Lebensbornovimi otroki se jih pa 17 ni vrnilo.
zato ker so bili posvojeni v nemške družine in se je za njimi izgubila sled zaradi zamenjave identitete. Ampak vračali so se, zdaj smo videli julija, avgusta, septembra 1945 s skupnimi transporti. Tukaj so jih sicer lepo sprejeli, so jih sprejeli ljudje na železniški postaji, so jih nahranili, so v teh repatriacijskih bazah lepo poskrbeli zanje, ampak so poskrbeli zanje fizično, nahranili so jih pa oblekli, poiskali so jim streho nad glavo, nekaj so jih dali sorodnikom, nekaj so jih dali v sirotišnice, ni se pa nihče ukvarjal z njimi, ni nihče mogoče imel časa razmišljati o tem, da so to neskončno traumatizirani otroci. In ravno v teh dneh, gospod, ki sedi v prvi vrsti, dobro ve, zakaj gre, ker sem tukaj ravno v tem kraju, mogoče bomo malo povedali pol na koncu o tem, ne bom imena, ampak odkrili dečka, ki je bil vrnjen skupnim transportom, bil je lebensborn otrok, se pravi ukraden kot dojenček, potem vrnjen, ker ni bil posvojen v Nemčiji. Vrnjen je bil, so ga dali najprej v neko sirotišnico, potem so ga pa dali rejnici, se pravi materi, ki svojega otroka ni našla in je vzela njega. In smo ta teden našli njegov matični list iz šole in na njem piše, da je duševno zaostal, ampak je bil normalno inteligenten otrok, ker poznamo njegovega sina, ker smo videli, da je šolo naredil, normalno inteligenten otrok je bil. Samo to ni mogel biti. Kako bi bil lahko to nek vesel, odprt otrok, če je bil 3 leta v nemških taboriščih, potem je bil v sirotišnici in potem je bil v reji. Kako ne bo to vesel otrok, tak, da odprt, zaupljiv? To je bil nezaupljiv otrok, ampak ima tam noter oznako duševno zaostal. Tako da s temi otroki se ni nihče ukvarjal, so bili v bistvu pozabljeni od družbe. So bili pa zaznamovani tudi zato, ker so tisti, ki so bili najmlajši odpeljani, tako rekoč niso znali slovensko, ko so prišli domov. Tam niso smeli govoriti. Recimo v njih so bili stari 5, 6, 7 let, seveda niso pozabili slovenščine, ampak tam niso smeli govoriti. To pomeni, da 3 leta niso govorili slovensko in otrok to zelo hitro lahko pozabi. In je bilo tudi to problematično, ko so prišli sem, veste, kaj je pomenil nemško govoriti tukaj po vojni. Tako da je bila taka zamolčana tema kot mal sramoten status. V Nemčiji pa sploh, da ne govorimo, kaj je bilo to tam, ker tam so se pa morali seveda ljudje po vojni izkazati, da so čisti, da niso imeli nič z nacizmom. In če si ti imel otroka, ki si ga posvojil v lebensbornu, si moral to nekako skriti. Tako, ja. Ker če ne, lahko, mislim sploh na v vzhodni Nemčiji, te je to lahko pokopalo, v zahodni pa tudi službe nismo mogli dobiti. Tako. Zdaj vidim res, da imaš tak ogromno nekega res že poglobljenega znanja zgodovinskega. Kako si sploh začela s tem raziskovanjem? Na kak način si kako sem do tega prišla? Po naključju. Našla sem, ker sem za hčerko iskala literaturo v knjižnici, imela v osnovni šoli nobene zahtevne naloge, neko seminarsko nalogo za zgodovino in sicer si je sama zbrala temo Hitlerjeva mladina. In potem ni bilo kaj dosti v slovenščini te literature in so mi dali zraven nekih malo takih bolj nekih leksikonov in tega, so mi dali zraven še delo Ingrid von Oelhafen, Hitlerjevi ukradeni otroci. Ona je to prinesla domov, jaz sem tisto malo prelistala, oziroma jaz sem prinesla domov, ona tega ni kaj dosti brala, malo si veste, kako delajo otroci seminarske naloge. In jaz sem se pa tako en večer pol zataknila pri tej literaturi in odprem tisto knjigo Ingrid von Oelhafen, kaj pa je to, kdo so pa to Hitlerjevi ukradeni otroci, začne malo prebirati, tako. Prebirati in ugotovim, da ona govori o tem, da je bila ukradena v Sloveniji, da ni nikoli našla, da sploh ni vedela, kdo je, da v nemški družini ni bila zaželen otrok, da je potem na stara leta, ko je bila stara med 60 in 70 let, prišla do informacije, da izvira iz Jugoslavije, da je bila rojena v Rogaški Slatini, jaz to začnem brati, meni so šle kar dlake po koncu, kaj zdaj to, kaj pa to, jaz pa o tem nič ne vem, malo od groze, malo od sramu, da nič ne vem. Pol sem ugotovila, da tudi drugi nič ne vejo in sem to prebrala, ampak nisem pol dolgo razmišljala o tem. Potem je bila pa na televiziji premiera filma Banditenkinder, Maje Weiss, in sem to gledala
kaj pa je to, ukradeni otroci, koliko jih je pa bilo, kaj pa če je to kaj povezan, to sem pa jaz nekaj slišala, Ingrid von Oelhafen, kaj pa če je to, in gledam ta film in zagledam v filmu nastopi Ingrid von Oelhafen. Ja, in sicer tam v arhivu, kjer je bilo sodišče v Nürnbergu, v zelo pretresljivem prizoru, kjer pripoveduje o tem, da je ona točno v tem arhivu v Nürnbergu našla svoje potrdilo o cepljenju, na katerem je pisala Erika Matko, rojena v Rogaški Slatini. O njej seveda lahko govorim tudi o njenem imenu, ker je ona napisala avtobiografsko delo in je bila septembra tudi tukaj. No. Ja, tako. V septembra smo imeli v Rogaški Slatini, s šolskim centrom Rogaška Slatina, smo pripravili literarni večer, ravno z gospo Ingrid von Oelhafen. To je bil en res tak poseben dogodek. Ona je bila takrat prvič nekako javno predstavljena tudi v bistvu svojemu rojstnemu kraju in zdaj se, če greva malo v to smer njene zgodbe, lahko poveva tudi, da je njena zgodba nekako temelj tvojega romana. Tako. In tisti dogodek v Rogaški Slatini je bil tak, veliko ljudi ni ničesar vedelo, potem se je pa po tistem večeru, po tisti prireditvi zgodil en tak potres. Potem so pa ljudje kar vas začeli iskati po slatinskih hotelih, klicati snemalno ekipo, kje vas najdejo. Taka je bila malo neka javna tajna, so vedeli, pa niso vedeli, pa se ni smelo o tem nič vedeti. Skratka, zaplet je pravzaprav neverjeten. To ne moreš verjeti, da lahko človeku nekaj takega naredi in to otroku. Skratka, njena zgodba, mogoče kdo pozna, se je tudi, ona je bila rojena v Rogaški Slatini kot tretji otrok v steklarski družini, ki je živela tam zraven tovarne, kjer so še zdaj stanovanja. Tako. In družina je bila, družina je bila aretirana zaradi strica, se pravi zaradi očetovega brata Ignaca, ki je bil član odporniškega gibanja in je bil ustreljen. In zato so potem aretirali tudi brata z družino, se pravi z ženo in s 3 otroki. Ampak 3 dni po aretaciji je bila ta družina izpuščena, zato ker zgleda, da so imeli v žlahti tudi nekoga, ki je bil v nemški vojski. Skratka, Ignačeva žena ni bila aretirana, mislim, da je bila po materi Nemka. Skratka, nekaj je bilo, da so to družino izpustili. Ne vemo čisto točno, ampak nekaj je mogli biti. Se pravi, te družine, ki so bile izpuščene po posredovanju, po nekih zvezah z Nemci. Ta družina je bila izpuščena z 2 otrokoma in z napačnim dojenčkom. Se pravi, z 2 pravima otrokoma in z napačnim dojenčkom. Se pravi, namesto najmlajše deklice Erike, ki je bila takrat stara 9 mesecev, so dali družini eno drugo deklico, za katero še danes ne vemo, kdo je bila. Kar je pa največja tragedija, pa tudi ta deklica do danes ne ve, kdo je bila. Tako. Ime so ji dali po svoji izgubljeni hčerki, se pravi, ima isto identiteto. Ime je Erika Matko in ima isti rojstni datum in je živela z družino in ta gospa še zdaj živi. Na drugi strani odpeljan otrok, rasno ustrezen, vključen v organizacijo Lebensborn, dan urejo nemškim posvojiteljem, rejnikom, ki bi jo morali po svoji dolžnosti, po neki pogodbi, ki so jo v Lebensbornu podpisali, bi jo morali posvojiti, pa jo niso, dali so jo v sirotišnico. In popolnoma zapuščen otrok, ki so jo čist neuradno poimenovali Ingrid in po svoji družini von Oelhafen, ampak tega imena in priimka uradno sploh ni v resnici imela. In otrok pri 11 letih sedi z očetom oziroma z rejnikom v čakalnici pri zdravniku in jo pokličejo v ordinacijo Erika Matko. Ona ni vedela, da kličejo njo, oče je pa vstal, pa jo je peljal k zdravniku. In tako se je potem začela njena kalvarija, odkrivanja, kdo ona sploh je. Stara je bila 11 let, v Slovenijo je prišla pri 70 letih. Ja. Našla je svoje sorodnike, ki jo čisto popolnoma niso sprejeli, zato ker so imeli teto Eriko. Skratka, 2 Eriki Matko sta bili naenkrat. Ta zgodba je torej razčiščena z DNK preiskavo, ampak je še zmeraj zelo boleča, zelo ukleščena, ogromno solz jo je zalilo. No. Tako, to so strašne stvari. Če meni kdo reče,
da identiteta, da te ne oblikuje, da te pač oblikuje okolje, ne glede na to, kdo te je spočel in rodil, je zame to nesprejemljiva trditev. Ja, res so take zelo težke, intimne zgodbe. Tudi, ko sva se prej že pogovarjali, taka tanka meja je med tistim, kar se lahko pove, pa kar je tisto, kar bo vedno ostalo nekako tisto družinsko, nekaj intimnega. Tako da tudi tisti naš literarni večer v Rogaški Slatini je bil pripravljen z tako veliko mero pazljivosti. Zelo smo, pač zgodba se je poznala, ampak sploh glede na to, da je bila predstavljena prvič v res rojstnem domačem kraju, poslušali so jo tudi njeni sorodniki, ti dejansko Slatinčani še danes živeči, in je bilo res taka, zelo smo se malo napletli okoli vsega, ampak ja, so se pa tudi potem zgodili taki lepi trenutki. Ja, pač potem so kar neki ljudje klicali, pa da neki vejo in tako. Potem je prišlo, naslednji dan smo šli z gospo v Prišlin, v vasico na drugi strani meje, kjer je bila njena mama rojena, in potem smo šli na pokopališče in smo v bistvu ugotovili, da grob njenih staršev gleda na prišlinsko cerkev, kjer sta se ona dva poročila. In potem smo tam srečali enega gospoda, ker smo iskali še grob Erikinega brata. In sem rekla, veste, njegova sestra je prišla. Je rekel, da ga pozna, da ve, da je bil na pogrebu in mi je pol pomagal tudi najti grob tega Erikinega brata. In je rekel, sva se poznala, sva včasih skupaj pila. In sem rekla, veste, sestra njegova je prišla iz Nemčije in sem mislila, da bo to za njega čisti šok, kakšna sestra, ne? Je pa rekel, a res je prišla? Čakajte, sem rekla, a vi veste? Je rekel, se vsi vemo. Se vsi vemo, da on je povedal, on kdaj takole zvečer v gostilni je povedal, da so sestro zamenjali, ko je bila dojenček, ne? Skratka, zelo, zelo hude stvari. Za tiste, ki se jim je to zgodilo tukaj, pa je bila to potem neka družinska skrivnost, ker so seveda tega otroka imeli radi. Tega otroka so imeli radi, ne? Tudi, če bi ona prišla nazaj, ne pol tega otroka kar zavrgli, ne? To bi bile potem dve osebi z isto identiteto, grozljivo. Imeli ste pa priložnost poznati še mnogo drugih neukradenih otrok tekom tega raziskovanja. Tako da me zanima, kakšna dragocena izkušnja najverjetneje je to bila zate, pa sploh za pisanje romana? Jaz sem se potem, ko sem ta film gledala, obrnila na Majo Vajs, s katero se poznava še iz časa študija, ona je sicer malo starejša od mene, ampak na AGRFT je bilo tako, da smo bili nekako vsi povezani, film, gledališče, nekdanji študentje so še zmeraj prihajali na akademijo, pa so prihajali tja v tisti barček, ki je bil spodaj pod akademijo, pa so se tam srečevali. Skratka, z Majo sva se poznali. Mislim, da sva ravno toliko narazen, da ko sem jaz prišla v prvi letnik, da je ona na koncu, ampak sva se poznali in sem ji takrat pisala in sem rekla, da mi je film neizmerno pretresel in jaz sem se kar čez noč odločila, da jaz bi pa o tem pisala, da to je pa treba roman napisati, sicer s fiktivnim okvirom, na resničnem temelju zgodovinskem. Ona je bila seveda vesela, da sem ji pisala in mi je bila takoj pripravljena pomagati, me povezati s tem ljudmi, me je tudi spremljala na prvih obiskih, posnela pogovore, da mi ni bilo treba toliko pisati. Čeprav sem potem tiste ljudi, ki jih je ona snemala s kamero, vedno potem še enkrat obiskala, brez kamere, zato ker je pač pogovor bolj odprt in več ti ljudje povejo, če ni kamere. Tako da sem si nekaj zapomnila, nekaj zapisala, zgodbe sem potem pregnetla, pomešala. Skratka, vse to, kar ti ljudje zdaj, ki jih Sonja srečuje, moja vnakinja Sonja srečuje skozi zgodbo, niso resnični ljudje. Nobeden ne bi mogel reči, to sem pa jaz, ali pa to je pa moja zgodba, ampak sem jih tako pomešala, da lahko vsak reče samo, to sem pa jaz povedal. Drugače so pa pomešani, zato pa imena imajo zamenjana. Moram reči, da sem se včasih še sama zgubila med vsemi temi zgodbami, pa sem pa neke sheme si narisala, kdo je kdo, pa kjeri starši so, pa kako im je ime, pa kako se pišejo. Pa sem si morala seveda še vse te priimke zmisliti, v resnici sem vedela, kako se pišejo, pa sem pa imela dvojne stolpce. Skratka, še zdaj se bojim, da je kakšna napaka, prav zaradi tega, ker je toliko nekih stranskih likov, ki pomagajo Sonji iskati to zgodbo. Sonja pač vznemiri ob babičini smrti, ona ji reče Nona Barbara, ker živi na Primorskem. Ob babičini smrti jo začne
to še bolj vznemirjati in potem začne tudi brskati po njenih dokumentih, ne, in jo te sledi pripeljejo pol do različnih ljudi, ki osvetlijo zgodbo, ki jo niti njena babica, njena nona ni mogla vedeti, ker je bila premajhna, ona je bila stara 3 leta in se ni spomnila. In potem to zgodbo seveda osvetlijo tisti, ki so bili toliko starejši, da so vedeli. Tako, in da so jo tudi poznali, da so bili tudi skupaj z njo na vlaku, pa skupaj z njo v taborišču, pa z njenim bratom, ne, ki je pa zelo zadržan, molčeč in noče nič povedati, kljub temu, da je starejši. Ja, to sta bila ne taka 2 pola. Nona je kar precej vseeno povedala. Ta njen brat, ki je doživel popolnoma iste stvari, ne, ker sta bila... Ne, čist iste. Ampak vse skozi sta pa bila hujše, bolj je bil zraven. traumatiziran. No? Tako, ker je bil tudi najverjetneje, bil je starejši, ne, in je bolj stvari nekako že dojel, pa ga je to najverjetneje bolj zaznamovalo. Je pa potem Sonja pride proti koncu zgodbe oziroma nekje v sredini se povežejo s to Frau Gretel, ne, ki sem jo že prej omenila, z gospo iz Nemčije, ki je prav tako ve, da je ukraden otrok, išče starše, ve, da je bila nekje rojena v Sloveniji, se potem poveže, ampak na koncu ne pride, povedati. Ne bom. Si bomo pa zdaj vzeli čas za en predah, da prebere še ta izbran odlomek iz romana, ki se mi zdi, da se tako bo zdaj lepo povezal in umestil. Ja, pač Sonja išče tudi pač med temi ljudmi, ki so v Nemčiji, poveže se z nekim zgodovinarjem, ne, išče, mogoče je pa ta, mogoče je pa ta, tam gor je ena v Nemčiji, ki išče svoje korenine. Kaj pa, če je to ta babičina sestra Sonja? Sonja ima Sonjino ime. Se pravi, Sonja, moja glavna junakinja, dobi ime po izgubljeni babičini sestrici Sonji. In pa ona pač išče, pa misli, da mogoče pa ta, ki bo zdaj prišla v Slovenijo, mogoče je pa to ona. Skratka, ne bi vam rada povedala, kako se to potem na koncu razplete, zato, ker če ne brez veze, boste pol, se vam ne bo dal brati. Skratka, tukaj je zdaj obisk te Frau Gretel, ki pride iz Nemčije in gre potem s to družino in s tem asistentom od tega zgodovinarja na obisk k enemu drugemu tudi ukradenemu otroku. Tukaj nekje v vaših koncih, mogoče boste pa prepoznali kraj. Strma in ovinkasta cesta v naročju košatih, gostih, visokoraslih smrek je bila zavarovana pred najhujšo poletno vročino. Sebastian, to je zgodovinar asistent, je odprl okno. Zrak, ki je vdrl v kabino, je bil svež. Prinesel je vonj mahovnatih tav naslanih z iglicami. Po kilometrih ravninske pripeke je bila to prava osvežitev. Sonja je globoko vdihnila skozi nos, Sebastian se je prijazno smehljal. V čudovite kraje se je vrnil, je rekla Frau Gretel v angleščini. Vam je všeč pri nas, jo je vprašala mama, kot da vodi potovalno agencijo. Zelo. Komaj sem vedela, da Slovenija obstaja. Šele zadnja leta se več govori o njej. Pri nas jo priporočajo turistom kot zeleno in varno počitniško zatočišče. Zdaj razumem, zakaj je zeleno. Te smreke so, iskala je besedo. Veličastne, majestic, majestetiš, je pomagala Sonja. Exactly, genau, je pritrdila Frau Gretel. Veste, kaj se sprašujem? Ali so ti gozdovi v meni? Dvomim. Lepi so, veličastni, v sebi pa jih ne najdem. Dopovedujem si, da se vozim skozi pokrajino svojega otroštva, ampak se nič ne premakne. Nobenega vtisa, spomina, podobe, ki sem jo mogoče kdaj sanjala, mi ne prebudi nič. Kaj, če je vse skupaj nesrečna pomota? Kaj, če samo izgubljam svoj čas in zapravljam vašega? V nobenem primeru, je rekla Sonjina mama. Nikoli ni škoda časa za iskanje. Tudi, če ne najdeš tistega, kar iščeš, ampak čisto nekaj drugega. Prijatelje, se je namuznila Frau Gretel. Exactly, genau, je hudomušno vrnila mama. Tako, hvala lepa. Ta odlomek mi je bil zelo všeč, zbrala si ga tudi tak z namenom. Odlomek je iz konca romana, zdaj ne bova nič preveč povedali. Lahko pa poveva, da se veliko stvari se razplete, ampak ne dobijo vsi tistega svojega odgovora, ni tiste končne pike. Tako kot ni končne pike še pri veliko zgodbah teh dejansko živečih otrok, ukradenih otrok. Tako da so res tak zaznamovani, še danes iščejo to svoj bit, svoje poreklo. To bi moral nekako vsak vedeti, vsak poznati.
pa nažalost tega še vedno ni. Ja, zelo bi bilo nesramno popolnoma razplest zgodbo, zato ker bi potem to samo še bolj bolelo tiste, ki nikoli niso prišli do konca zgodbe in pravzaprav vse zelo malo pik postavimo v življenju, ne? Eno dokončno pol postavimo, pa še za tisto ni zmeraj pravi čas. Ampak drugače pa vemo vsi, ne, kako nekaterih stvari nikoli ne razčistiš, nikoli ne razvozlaš. Važno je pa, da se trudiš, no, vprašali so me v enem intervjuju, kako to, da je ta Sonja, ne, 19-letna punca, kakšen poseben otrok pa je to, da jo vse te stvari tako zanimajo, pa družinska zgodovina, pa tako. A sploh so še taki mladostniki, da bi jih to tako vznemirilo? Seveda so, ne, ampak je tudi dosti takih, ki jih nič ne zanima, ki jih ne zanima niti lastna družina, ki nič ne berejo, ki nič ne raziskujejo, ki jih nič ne zanima. Ampak taki ljudje, ne samo mladostniki, se tudi odraslih ljudi veliko takih, ki jih nič ne zanima, ampak taki ljudje literarno niso zanimivi, se pravi, literarni lik mora biti nekaj posebenega in ta Sonja je pač nekaj posebenega v tem, da je tako neverjetno radovedna, pa ne radovedna v slabem smislu, ampak raziskujoča. No? Ono, zanimajo, kdo ona se je končno, ona je stkana iz vseh teh zgodb, ona to doume. Ne? To je tudi del moje identitete, se pravi moji predniki, vse, kar so oni doživeli, vse, kar vedo, pa vse, česar ne vedo. Ne? Tudi z vsega tega, z vseh teh stvari smo stkani, ona to dojame pred 19 letih. Tako. Pa tudi zelo zanimivo je bilo, vem, da si tudi to že v enem intervjuju govorila, da je Sonja tista že druga generacija in dosti bolj neobremenjena. In je ona nekako potegnila ta voz naprej, ker njena mama se pa kar nekako tako izmika, noče nič slišati, noče nič vedeti, ker je celo njeno otroštvo bilo nekako zelo oteženo s temi noninimi, maminimi spomini na vse tiste dogodke. To je menda res. To je tako. Mislim, da to tako je. Da v bistvu otroci traumatiziranih staršev sovražijo to travmo svojih staršev. Kljub temu, da jo hočejo razumeti, da hočejo biti razumevajoči, da razumejo, da v bistvu razumejo, ampak sovražijo to travmo. Strašno si želijo, da bi bili njihovi starši normalni. Pa ne mislim normalni, da bi bili nenormalni zdaj zaradi neke svoje hibe, ampak hiba je ta njihova zgodba, ki jo niso sami zakrivili. To pa vem tudi zato, ker sem pred tem romanom napisala roman Bližina daljave. Pol manj ga je, pol krajši je. Napisan tudi na podlagi pričevanja in se dogaja v Primorskih hribih. Na podlagi enega samega pričevanja gospe, ki je preživela otroštvo med vojno, pred vojno, med vojno in po vojni v Primorskih hribih, tam nekje okrog Idrije in Cerknega. In njena hči, moja prijateljica, ta prijateljica moja mi je povedala, kaj se je njeni mami zgodilo, in kako je šele res do nekih resnic in do nekih odkritij prišla na stara leta. In jaz sem jo potem prosila, če bi mi to zgodbo pripovedovala. Več kot 1 leto sem hodila k njej, sva presedeli ure in ure, enega čaja popili in jih piškotkov pojedli. Res ogromno sem bila pri njej. Toliko časa sem hodila k njej, da so se začele zgodbe ponavljati, da sem videla, da zdaj pa zdaj od tukaj naprej si moram pa zmisliti. Spravo ona mi dala okostje, jaz sem ga pa potem napolnila in naredila z tega živo osebo. Skratka, to hočem reči, da so njeni otroci bili tako obremenjeni, tudi ta moja prijateljica, tako obremenjeni s to zgodbo, da jo niso hoteli več poslušati in da niso bili čist prepričani, če bodo to knjigo potem prebrali. Sej potem so jo, pa jim je bila katarzična, zato ker je literatura drugačen izraz zgodbe. Se pravi, ni tisto, ki je mama pripovedovala, ampak dobi neko obliko, ki jaz mislim, da samo skozi umetnost, literaturo, glasbo, slikarstvo, ples, gledališče, da samo skozi umetnost grozljive stvari lahko postanejo lepe. Zato, ker jih je mogoče povedati na tak način, da zato, ker so povedane, odrešujejo, ampak zato, ker so povedane na tak način. Ne? Ja. Tako, ko so se skladatelji reševali med vojno s tem, ko so skladali, pa tako, ko so se slikari reševali, ko so grozljive prizore, ko so jih videli, naslikali. Tako se tudi skozi to, da zgodbo poveš, odrešiš. Ne? Tako. No in zato vem, da so bili ti otroci tako obremenjeni z mamino travmo,
da so ji zamerali, da so mi tako, prav tisti, v krču so bili. In je rekel mi enkrat sin njen, se pravi brat od moje prijateljice, mi je potem rekel, ko je že bil pripravljen govoriti o tem in ko se mi je zahvalil, da sem knjigo napisala, objel me je in je rekel, hvala, ker si to napisala, ker jaz sem mislil, da bo ta knjiga prepovedano čtivo zame, za mojo ženo, za moje otroke in za moje vnuke. Zato, ker sem se toliko naposlušal teh grozot. Moja mama je namesto pravljic pripovedovala grozne zgodbe. Ampak potem mu je bilo pa to, zdaj jo ima pa na svetem kraju. In jo tudi otroci in vnuki berejo. Tako da je v bistvu to. Za vnuke je pa to že čist nekaj drugega, to hočem povedati. In je značilno, pa je, da se avstralska literatura zelo veliko ukvarja s tem. Recimo ta Zuzak, ki je napisal Kradljivko knjig. Taka kultna zgodba, ki tudi govori o drugi svetovni vojni. Mislim, da je tudi vnuk, da je tudi pripoveduje zgodbo svoje babice. Zelo se to pojavlja, da tretja generacija, se pravi vnuki, pa niso tako obremenjeni in jim je laže o tem govoriti, zato ker je vmes bila ena generacija, ki ni hotela biti obremenjena in je z malo več lahkote vzgojila svoje otroke. Tako. Z malo več zraka, ne? Neka distanca se vzpostavi. Tako. V redu, zdaj se mi zdi, da je že čas mogoče, da pa pridemo na to mogoče za šmarčene malo bolj zanimivo temo. Povedala si mi nekaj mesecev nazaj, pa tudi danes že nakazala, da raziskuješ zgodbo, še vedno raziskuješ zgodbo enega gospoda, ukradenega otroka, ki je eden živel v Šmarju, en pa je bil vzet iz Šmarja. Tako da se je zgodila ena taka ista zamenjava kot pri gospe Ingrid von Oelhafen. Res tudi taka grozljiva, nekdo si je res ne bi mogel zmisliti. Pa mogoče, če nam še lahko o tem kaj zaupaš. Mogoče to zdaj, kar si rekla, da si ne bi mogel zmisliti. Take zgodbe si jaz ne bi mogla zmisliti, zato ker bi morala imeti dobesedno sprevrženo domišljijo, da bi si lahko nekaj takega zmislila. To je nevzdržno sprevrženo. No in zgodba prav iz tega vašega kraja je pa sledeča, odkrita pa pred kratkim. Namreč, ženska se je vrnila iz Auschwitza malo prej, malo pred osvoboditvijo, zato ker je njen brat, ko je izvedel, da je bila sestra odpeljana v Auschwitz, da je bil njen mož ustreljen kot talec in da so ji vzeli otroka, samo zato, da bi jo rešil, prestopil k hrvaškim domobrancem. Bil potem ubit, ampak s tem prestopom je potem dosegel to, da je bila ona predčasno izpuščena iz Auschwitza. Prišla je domov, mož je bil že ustreljen, otroka ni bilo nikjer. Otrok je bil star 9 mesecev, ko je bil ukraden. Rojen je pa bil, toliko je bil star kot Erika matko. Pa edinec sta, ne? Edinec, prvi otrok, to je bila mlada žena. To sta bila mlad par, mislim, na začetku poti, ljubezni, to je nekaj groznega. Skratka, vdova brez otroka, prišla nazaj domov. Iskala tega, dokler je vojna trajala, ga itak niti iskati ni mogla, ne. Potem ga iskala prek Rdečega križa, po teh repatriacijskih bazah in ga ni našla. Na kar je nekako, ne vem točno, kako je do tega prišlo, to je treba še odkriti, posvojila enega fantka, enako starega, kot je bil njen otrok, ampak ga ni poimenovala po svojem otroku. Je obdržal svoje ime. V vseh njegovih dokumentih piše, da je otrok neznanega očeta, neznane matere, neznano, ki je rojen. Je pa imel ime in rojstni datum. Na drugi strani pa družina, ki je bila verjetno med vojno izpuščena, se pravi par, spet mlad par, iz enega drugega kraja tam nekje pri Polzeli, in zgleda izpuščen in očitno, skoraj gotovo izpuščen s tujim dojenčkom, tako kot matkovi, s tujim dojenčkom. To še ne vemo, ali sta ona dva prišla domov že s tistim dojenčkom, ko sta bila izpuščena, ali so jima ga po vojni dali. Ampak temu dojenčku je bilo pa ime isto kot temu sirotku tukaj. Ne? Se pravi, ista situacija, Erika matko, ne?
temu dojenčku starša dala ime po svojem izgubljenem otroku. Se pravi, isto ime, isti priimek, isti rojstni datum. Tako da ta tukaj v Šmarju je pa vedel do konca življenja, je že umrl, in tudi njegov sin je vedel do zdaj samo, kako je bilo očetu ime, kdaj je bil rojen. Nikoli, ki je v njegovem mrliškem listu piše kraj rojstva neznan, mati neznana, oče neznan. Ne vem še točno, zakaj se je to zgodilo. Možno je, da je bil otrok, ko je bil repatriiran, se pravi vrnjen v Jugoslavijo, ker na tistih dokumentih iz repatriacijske baze je tisti kraj rojstva pri Polzeli še napisan, ampak je napisan po nemško in so ga narobe prevedli. Ampak ne vem, a so ga za nalašč narobe prevedli, zato ker sta starša njegova že imela otroka z njegovim imenom, ali so ga iz malomarnosti narobe prevedli, samo potem kasneje, po tem matičnem listu, pa v šoli pa tega kraja rojstva ni več, skratka podatki popolnoma izgubljeni. Mati v Šmarju pri Jelšah nikoli ni našla svojega otroka, možno bi bilo celo, da bi bil tisti njen otrok dan unim drugim, ampak to je zdaj še zmeraj samo v moji fantaziji. Zdaj to raziskujemo, pomagamo si tudi s nemškimi poznavalci, ki imajo dostop do nemških arhivov, ampak je to skoraj, ne vem, ali bomo kdaj to razumeli ali ne, kaj se je to dogajalo. Skratka, zdaj poznamo že 2 zgodbi zamenjanih dojenčkov. In to zamenjanih zaradi tega, ker je bila družina izpuščena, otroka so pa vzeli, ker je bil rasno ustrezen, blond, modre očke, lep, zdrav. Tako. Zdaj mogoče še omeniva, pa tudi malo reklame za naprej. Ja. Zdaj v tem letu snemata z gospo Majo Vajs ta nov dokumentarni film in se boste osredotočili na zgodbe 4 se mi zdi približno. Otrok Lebensborna. Tako, otrok Lebensborna. Vem, da ste potovali tudi na drugo stran sveta, da bi enega Slovenca spoznali. To je pa tudi, mogoče pa še to zgodbo omenim. Se je tukaj noter tudi malo omenjena. To je bil pa tudi otrok, ukraden pa v Celju. Njegovo ime pa lahko povem, zato ker imamo seveda njegovo privolitev, ker sodeluje tudi v filmu. To bo dokumentarni film o 4 še živečih otrocih Lebensborna, se pravi tistih, ki so bili ukradeni kot dojenčki in ponemčeni. On je bil ukraden v Celju, Vili Goručan, materi Mariji, stara je bila 23 let, bila je nezakonska mati, ukraden, odpeljan, ona v Auschwitz, kjer je umrla že po 2 mesecih. On je bil pa potem zelo hitro leta 43 že posvojen v družino bratranca Heinricha Himmlerja. Himmler osebno je odobril posvojitev v Lebensbornu, to je bil drugač zelo dobra starša sta bila. To je eden izmed redkih primerov. Zelo dobrega posvojiteljskega starševstva. Se pravi Charlotte in Hermann Haider, brez otroka, ona ni mogla imeti otrok, vzela tega fantka, dobila sta ga, ko je bil star 1 leto in do svojega 27. leta sploh ni vedel, da je posvojen. Ona 2 sta emigrirala z njim potem v Venezuelo leta 52. Jaz mislim, da zato, domnevam, da zato, ker je bil star otrok že 10 let in takrat so še zmeraj iskali te otroke po Nemčiji in bi obstajala nevarnost, da bi jima ga vzeli. Z tega vidika jih pravzaprav razumem. Ne obsojam, ker sta ga imela res rada. On je imel čudovito otroštvo z njima. Tudi on se strašno dobro spomni te poti na Venezuelo, enomesečnega potovanja z ladjo in z vsem njihovim premoženjem. Oni so se ukrcali z vsemi omarami, kovčki, z vsemi metjem so se ukrcali. Sta se z mamo ukrcala na to ladjo, oče je šel pa že prej z avionom, da je tam pripravil teren. Se tudi tega zelo spominja, da je bil to krasen čas, to potovanje z ladjo in tako. Skratka, ko je bil star 27 let, je v Münchnu hotel urediti nemško državljanstvo, ki ga ni imel. In je prišel s svojim ponarejenim dokumentom, ki bi ga izdal Lebensborn v Leipzigu, kjer je pisal gor, da je on Heinrich, pazite, po Himmlerju so mu dali ime, Heinrich Haider. In so mu rekli na uradu, ta dokument je pa ponarejen, vi pa sploh niste to, vi ste pa
in so nekaj pobrskali, nekaj najdeli in so rekli, vi ste pa ta in ta rojeni v Ciliju, ne, Cilij je pisal, ne. In to je zvedel fant pa 27 letih, ne. In telefoniral domov, starša sta bila tudi takrat v Nemčiji, to je bilo v Abensbergu, telefoniral domov in je rekel, pravkar sem zvedel, da sem posvojen, mi lahko prosim to pojasnite, ne. Ja. Oče je utihnil, je rekel, prid domov, mama je dobesedno skoraj koncu vzela od groze in je strašno jokala, pa je, on je prišel domov in sta mu postregla z novo pravljico. Češ, da je pač sirota bil, da je bil sirota nemških staršev, ki so padli v bombardiranju Leipziga. Tako da ni vedel. In leta 2007 mu je pisal en nemški zgodovinar, ki ga je najdel, zato ker ga je iskala teta, ne, ki je bila takrat tudi ukraden otrok, stara 9 let, mlajša sestra od njegove mame. In je potem, ona ga je toliko časa iskala, da je do teh zgodovinarjev, pa do teh iskalcev, pa do teh poznavalcev Lebensborna prišla in on je povezal stvari, on je najdel tudi Eriko Matko. Ta isti zgodovinar. Ja. In ta isti zgodovinar, ki zdaj išče tega otroka iz Šmarja, pa tako skratka, ta isti zgodovinar, ki se že od leta 85 ukvarja s raziskovanjem in iskanjem otrok Lebensborna. No, in mu je leta 2007 pisal in mu je povedal, kdo je in kje je bil rojen in komu in kaj se je zgodilo v njegovi družini. In ta gospod Hajmo, ki je takrat živel na Kostariki, to je zdaj povedal, je tisto, je samo otrpnil, zložil tisto pismo, ga spravil nekam in ga ni hotel videti, ker ni mogel tega prenesti in se je vsa ta leta do leta 2019 delal, da tega ni. Ja. Zdaj je pa se odprl in je z nami posnel portret, bili smo poleti na Kostariki, smo ga obiskali, 3 dni smo bili pri njem in je odprto kot potok govoril o tem, kako on to doživlja, kaj to za njega pomeni in da zdaj on čuti, ki je toliko star, da ima 79-80 let, bo imel marca, drugo leto, da dokler bo živel, da bo vsem povedal, kaj se je njemu zgodilo, zato, ker bi rad, da se kaj takega ne bi nikomur več na tem svetu. Ampak žal se ta hip dogajajo take zgodbe v Afriki, v Kanadi, v Afganistanu. Skratka, to se zdaj ta hip dogaja še vedno. Ne? Se tudi v romanu, ne, če še samo na hitro to omeniva, si nakazala tudi te ukradene otroke bivše Jugoslavije, ne, potem na koncu. Ja, še to. Ne. Potem sem pa zvedela med pisanjem romana. Mogoče se spomnite, okrog Božiča 2020 so prišle na dan neke zgodbe iz jugoslovanskih porodnišnic. Prišlo je na dan delovanje društva Nestale bebe Beograda, nekaj tacka, ki ga vodi pravnica, ki je bila sama oškodovana in so ji novorojenčka vzeli, rekoč, da je umrl. Ne? Pa ni nikoli dobila ne Marliškega lista, ne poročila o obdukciji in nekatere teh mater, ki se zdaj v tem združenju srečujejo, so 18 let po rojstvu tega umrlega otroka dobile na svoj naslov poziv, naj se javi za vojsko. To pomeni, da je bil otrok živ nekje, ukraden, prodan. In to se je dogajalo v Jugoslaviji še do skoraj začetka 90-ih let. Celo v koprski porodnišnici so enega otroka ukradli, ki se je potem za Božič 2020 je prvič srečal svojo materjo. Bil je pa posvojen, ne vem, ki je nekje v Srbiji. Tako, ja. Tako. Zdaj, če še malo samo vam damo ideje in neke pobude za branje. To svojo zgodbo v bistvu ne pa raziskuje ta Sonjina prva ljubezen, ta fant, ki bi naj bil posvojen v slovensko družino tudi iz Srbije oziroma iz Prištine. No, ampak to ni zdaj, da bi on pa zdaj bil pa eden izmed teh ukradenih otrok. Ne, samo on ve, da je posvojen, da je posvojen na tleh nekdanje Jugoslavije in potem ga začne to, kaj pa če so mene prodali, kaj pa če so mene ukradli. On je stranski lik in se pač s to zgodbo ne ukvarjamo. Malo sem se bala, da je to pa mogoče pa zdaj preveč natlačenih podobnih zgodb skupaj, ampak vsi pravzaprav že vemo, ne? Tisti, ki smo recimo toliko stari, kot jaz, pa mogoče tudi mlajši ljudje, počasi spoznavamo, da se nekako privlačimo ljudje, ki imamo podobne zgodbe in kar nekako skupaj pridemo
ljudje, ki se nam je nekaj podobnega zgodilo ali pa si imamo podobne stvari zapovedati. No. Zato se mi je zdelo, da to mogoče sploh ni naključje, da se Sonja zaljubi v tega fanta, za katerega sploh ne ve, da je posvojen in ji pove šele pol kasneje, ko sta že nekaj časa prijatelja, da on je pa posvojen. Ne. Ko ona govori o tem, pa kaj raziskuje, pa da njena babica, pa da njena, pa tako. In potem on reče, jaz sem pa posvojen. Ne. Tako da se rado zgodi, no, da se taki ljudje, ki imajo podobne tudi bolečine, najdemo. Pa meni se je zdela tudi taka lepa neka, ne lekcija, no, ampak nekako, da se to ni končalo, ne, da ni nekje to v zgodovini se zaključila, ampak da se dogaja še danes, ne, kot si omenila. Ja, jaz sem, ko sem prvi intervju imela za ta roman, takoj ob izidu za revijo, ki jo verjetno poznate, za revijo Bukla, sem to na koncu omenila, istočasno sem gledala, takrat v času intervjuja, ne v času pisanja romana, sem gledala pa še dokumentarno oddajo o poslih povezanih z nadomestnim materinstvom v Ukrajini, kjer imajo inštitute, kjer dobesedno razvijajo nadomestno materinstvo kot velike milijonske posle. In me je to čisto obsedlo in sem rekla, pa čakaj, pa ni to nov Lebensborn, a ne bo ta otrok, ki bo tam v Ameriki živel, pri enih bogatih starših, pri eni bogati mami, ki se enostavno ni dalo, ene se ne odločijo za nadomestno materinstvo, ker se jim ne da biti noseče, pa se jim ne da dojiti, pa se jim ne da se jim s tem ukvarjati, pridejo, kupijo novorojenčka, iz njenega genetskega materijala, pa iz genetskega materijala svojega moža dajo usaditi to tam v Ukrajini, eni bogi ženski, ki pol s tem nekaj malega zasluži. Pol pridejo tja, ona rodi, pol pridejo tja po otroka, ga pelje v Ameriko. A ne bo ta otrok en dan vprašal, kje imate pa kakšno sliko s porodnišnice? In kaj bo rekla pol ta ameriška mati? Ne, zdaj ena druga te je rodila, ne. Maternico smo vzeli v najem, ne. Tako, mislim, ne vem, no. In je še to vmes prišlo in ko sem imela ta intervju, sem klicala Tomota Križnarja, ki sva prijatelja. On je iz istega kraja doma kot jaz, sva prijatelja že od davna. In sem rekla, daj Tomo, daj prosim povej mi, a jaz lahko to, kaj pa jaz lahko povem o tem, kaj se danes dogaja. On pa se veste, pozna razmere v Darfurju, v Sudanu. On vas čas tam potuje in se dobesedno daje zapret tam, pa 100-krat je bil že na pol mrtev, pa zato, ker se tako izpostavlja in žrtvuje za te ljudi. In je rekel, zadela si v mojo bolečino, ne, je rekel, to se ta trenutek, ko midva govoriva, so eni mami spolili otroka. Ne sam tam. On mi je pol povedal za otroke Indijancev v Kanadi. Tako Kongo, recimo, da je strašno, da je tam genocidna dejanja se dogajajo. No. Zdaj pa Afganistan se je pa zgodil zdaj potem, ne. To, kar je pa Afganistan, ne. Tako. Skratka, nove bolečine smo odprli, ne. Sam jaz mislim, da moramo govoriti o njih, že sam s tem lahko nekaj naredimo, no. Se mi zdi, saj ne moramo zdaj tako, kako Tomo Križnar, ki trpi za vse te ljudi, pa gre tja, pa tako, ne moramo vsi tega početi, ne. Tako. Zdaj se mi zdi, da smo odprli takih 100 pod tem. Upam, no, da ste nekako dobili občutek o tem delu zgodovine, ki je še vedno taka tabu tema, zamolčana tema. Upam, da smo vas nekako pritegnili k branju. Mogoče, da nekaj sva pa pozabili povedati. In tega nisem hotela pozabiti povedati v romanu. Kar je pa meni osebno najbolj boleče, je pa to, a ne, da se je potem pri tem genocidu, se pravi nad slovenskim narodom in slovenskimi otroki, zgodil še en genocid po vojni, kot da ni bilo zadost zla, a ne? In da so potem spet isto naredili. Poznate pa zgodbo, to pa poznate zgodbo otrok s Petrička, se pravi političnim nasprotnikom pobrali otroke in jih spet preuzgajali. In spet so bile sirote in spet nove bolečine, spet novo iskanje identitete, spet neodpuščene in zamolčane zgodbe. Skratka, zanimivo je pa to pa vem iz prve roke, ker mi je pa en gospod povedal, da so se potem pa v istih sirotišnicah znajdli. Se pravi, otroci Petrička, oni niso bili toliko časa, ne? Se pravi, ti ukradeni otroci so bili 3 leta v Nemčiji, otroci z Petrička so bili od maja do oktobra tam, potem pa na zimo so jih pa potem dali v sirotišnice ali pa k kakšnim sorodnikom.
in kar jih je preživeli, se tam je veliko dojenčkov umrlo. No. In so pa potem skupaj rasli, ne. Skupaj so rasli in so bili prijatelji med sabo, niso bili skregani, ne. Skregani so bili odrasli, otroci pa ne. No. Tako. To se mi zdi pomembno povedati, tudi zato, ker sem imela pričevalca iz tega časa, ne, in sem to povezala in tudi ta Nona Barbara raste skupaj z neko Klaro, ki je bila otrok nemških priseljencev, ki so ji starši ubili po vojni in je bila ona sirota in sta skupaj rasla in sta celo življenje ohranili prijateljstvo. No. To se mi zdi zelo pomemben v današnjem času, ko se bomo lihkar pobili med sabo po eni liniji med partizani in domobranci, po drugi liniji med cepilci in necepilci. Skratka, ne vem, no, dajmo pogledati, kako se da biti prijatelji med sabo. Tako, pa se v enih stvareh se nam sploh ni treba pogovarjati, če se ne strinjamo. Tudi to je res.